Spoštovani gostje, gospod Nadškof in metropolit monsignor Stanislav Zore, častni pokrovitelj znanstvenega posveta o tržaško-koperskem škofu Matevžu Ravnikarju, gospod Rudi Merlak, višji sekretar, vodja sektorja za Slovence v zamejstvu, predstavnik ministra Mateja Arčona z urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, profesor dr. Janez Vodičar, dekan Teološke fakultete, profesor Tomaž Simčič, predstavnik Društva slovenskih izobražencev iz Trsta in zastopnik Inštituta za socialno in versko zgodovino iz Gorice, cenjeni predavatelji in udeleženci znanstvenega posveta o tržaškem koperskem škofu Matevžu Ravnikarju, prisrčno vsi dobrodošli in pozdravljeni tukaj pri nas na Teološki fakulteti. Znanstveni posveti, ki potekajo pod okriljem Inštituta za zgodovino Cerkve Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, so posvečeni predstavitvi vidnejših osebnosti, obravnavi važnejših ustanov in spornih ali spregledanih tematik iz zgodovine Cerkve na Slovenskem ter njihovemu pomenu za cerkveni in družbeni prostor. Inštitut za zgodovino Cerkve na Teološki fakulteti v sodelovanju z Društvom slovenskih izobražencev iz Trsta in Inštitutom za socialno in versko zgodovino iz Gorice to leto organizira dvodnevni mednarodni znanstveni posvet v Ljubljani in Trstu, ki je posvečen življenju in delu tržaško-koperskega škofa Matevža Ravnikarja. Domače okolje, rod in družinske razmere so postavili temelje Ravnikarjevi osebnosti. Njegovo življenje je bilo do škofovskega posvečenja pretežno povezano s šolstvom, zlasti s cerkvenim. Vanj je bil vpet kot bogoslovni profesor in ravnatelj semenišča. Ravnikarjev čas je bil tudi v znamenju slovenskega narodnega preporoda, ki pa je svoj razcvet doživel po njegovi smrti v revolucionarnem letu 1848. Pomemben je bil njegov prispevek k oblikovanju norme knjižne slovenščine, zlasti njegove jezikovne posodobitve v izdajah nabožnih in šolskih knjig. Posvečal se je tudi prevodom in priredbam knjig za šolsko in katehetsko rabo. Na posvetu bo predstavljen tudi Ravnikarjev prevajalski opus, zlasti pozabljeni prevod Pentatevha in prevod spokornih psalmov iz hebrejščine, ter analizirano semantično polje ljubezni v izvirniku ter v njegovem prevodu 5. Mojzesove knjige. Ravnikarjeva teološka in pastoralna usmerjenost je nedvomno temeljila na njegovi izobraženosti. Jutrišnji drugi del znanstvenega posveta v Trstu pa bo posvečen Ravnikarjevemu izvrševanju škofovske službe. Zahvaljujem se vsem predavateljem, ki ste sprejeli sodelovanje in se posvetili znanstvenemu raziskovanju Ravnikarjeve osebnosti in dela. Zahvala gre tudi obema častnima pokroviteljama, gospodu Nadškofu Zoretu in gospodu Nadškofu Krepaldiju iz Trsta, ter organizatorjem znanstvenega posveta Teološki fakulteti, skratka vsem, ki ste omogočili njegovo izvedbo. Upam, da bo vsebina znanstvenega posveta obogatila z novimi znanji tudi vse, ki bomo znanstvenemu posvetu prisluhnili. Sedaj pa bi prosil gospoda Tomaža Simčiča, predstavnika Društva slovenskih izobražencev iz Trsta, za nekaj pozdravnih besed. Dober dan, spoštovani Nadškof, spoštovani prijatelji, kolegi. Lep pozdrav se strani Društva slovenskih izobražencev iz Trsta, ki je soorganizator tega posveta. Društvo slovenskih izobražencev je v slovenskem prostoru znano verjetno zlasti po tem, da je organizator vsakoletne drage, ki ima določen odmev v slovenski javnosti. Drugače pa se sestajamo na tedenskih sestankih, predavanjih in občasno tudi s takimi smo aktivni pri takih pobudah, kot je en tak znanstveni posvet, kakršen je tale. Sem zelo vesel, da se bo drugi del tega posveta odvijal v Trstu.
posebno pa se mi zdi pomembno, da bo nekoliko natančneje obdelana Ravnikarjeva vloga, torej vloga škofa, torej on je bil prvi tržaško-koprski škof, pravzaprav, ko so združili škofije, zlasti zato, ker je ta njegov lik v zgodovinopisju, tako slovenskem kot italijanskem, zelo slabo in včasih tudi pristransko obdelan. Tako da mislim, da je za Trst kot tak, za zgodovino, za zgodovinopisje, to, da bomo skušali osvetliti Ravnikarja kot tržaškega koprskega škofa, zelo pomembna zadeva. Prinašam torej pozdrav se strani društva, sem rekel, predsednika, ki je bil ravno pred nekaj dnevi na občnem zboru izbran po mnogih letih predsedovanja, Sergija Pahorja, ki je verjetno znan v slovenskem javnem življenju, je zdaj novi predsednik Martin Brecelj, torej tudi z njegove strani lep pozdrav. Prinašam pa tudi pozdrav se strani tretjega soorganizatorja, ki je Inštitut za zgodovino oziroma za socialno in versko zgodovino iz Gorice. Ta inštitut je tudi torej, se strani predsednika Ivana Portelja. Gotovo je ta inštitut v slovenski javnosti znan, zlasti potem, če se pred nekaj desetletji, ko je bil zaslužen za to, še ko je pod vodstvom pokojnega Sergea Tavana, da za tisti monumentalno raziskavo o Atemsu. Tako pozdrav tudi z njihove strani, z željo, da bi bil simpozij uspešen in da bi pripomogel k osvetlitvi tega pomembnega lika škofa in jezikoslovca in književnika Matevža Ravnikarja. Po zdravni besedi vabim profesorja dr. Janeza Vodičarja, dekana Teološke fakultete. Hvala za povabilo in hvala, da ste tukaj v naših prostorih. Spoštovani veliki kancler, monsignor Stanislav Zore, spoštovani višji sekretar na Ministrstvu za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospod Rudi Merljak, spoštovani gospod Tomaž Simčič, predstavnik Društva slovenskih izobražencev iz Trsta, spoštovane udeleženke in udeleženci mednarodnega znanstvenega posveta o tržaškem koprskem škofu Antonu Ravnikarju. Vesel sem, da vas smem pozdraviti v imenu Teološke fakultete Univerze v Ljubljani ob znanstveni obravnavi škofa Antona Ravnikarja, saj gre za osebnost, ki je veliko pred nastankom Univerze v Ljubljani utrjevala visokošolski študij na Slovenskem. Jeziku, ki so ga razumeli preprosti ljudje, je želel znanstveno misel opredeliti in raziskovati. Njegova povezanost s konkretnimi ljudmi tudi nam danes daje zagon za iskanje ustrezne govorice in načina, kako odpirati obzorja najširšim množicam. Predvsem pa kako ostati zvest tako resnici kot ljudem, za katere delamo. Ko boste raziskovali razne vidike njegove osebnosti in dela, bo iz vaših sadov to dobra popotnica za delo nam vsem naprej. Hvaležen sem organizatorjem tega posveta, vsem, ki boste svojo mislijo obogatili to srečanje in želim plodovito razpravo. Posvet, ki ga organizira naš Inštitut za zgodovino Cerkve v sodelovanju z Društvom slovenskih izobražencev iz Trsta in Inštitutom za socialno in versko zgodovino iz Gorice, je dokaz, da so sadovi škofa Antona Ravnikarja še kako živi, saj zmorejo povezovati preko političnih meja. Želim vam uspešno delo in dobrodošli na naši fakulteti. Po zdravni besedi vabim gospoda Rudija Merljaka, višjega sekretarja, vodjo sektorja za Slovence v zamejstvu in predstavnika ministra Mateja Arčona z urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Ko se znajde v tej dvorani, v tem prostoru, me vedno preplavajo tako lepi občutki in spomini, ko se spominjam tistih davnih dni iz mladosti, ko smo senkaj vsako jesen, mislim, da je bilo to običajno meseca novembra, zahajali na zanimive večere tako imenovanega teološkega tečaja, ki jih je tedaj soorganiziral Rudi Koncilija, se mi zdi. Tako, toliko za uvod. Torej, spoštovani gospod Načkov, spoštovani gospod dekan, spoštovani organizatorji, udeleženci simpozija, dovolite, da vas pozdravim v svojem imenu in v imenu ministra gospoda Mateja Arčona, ki je predstojnik Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki je centralni državni organ za sodelovanje med slovensko državo in slovenskimi skupnostmi zunaj njenih meja, in sicer v zamejstvu in pa tudi po celem svetu. Tale simpozij je posvečen škofu Matevžu Ravnikarju, veliki osebnosti slovenskega preporoda, ki pa je po mojem mnenju, tako kot jaz vidim, tisti del naše slovenske preteklosti, ostal v neki določeni senci in je v slovenskem zgodovinskem spominu in v slovenski zavesti žal mnogo premalo prisoten in ovrednoten, kot bi si zagotovo zaslužil. Živel je v času, ko so se v povezavi z slovenstvom dogajale velike, morda ključne, usodne stvari. Takrat smo imeli velikane, bi rekel, slovenske literature in preporoda nasploh, Valentina Vodnika, potem Franceta Prešerna, Slomška, Kopitarja, in se mi zdi, da je Ravnikar malce po krivici ostal tako nekje ob robu in, kot sem že prej rekel, ovrednoten nekoliko premalo. Kajti, če se človek poglobi v njegovo delo, v stvari, ki jih je naredil, vidi, da so monumentalne, ima ogromne zasluge, navsezadnje recimo tudi ustanova, v kateri se nahajamo in v kateri poteka ta simpozij, je dobila prvo stolico katedro za slovenščino, prav zahvaljujoč njemu. Skupaj s Kopitarjem si je prizadeval za uvajanje slovenskega pouka v šole, tako lahko se reče za slovenizacijo nižjih šol, kar je izjemno pomembna stvar. Meni osebno tudi zelo všeč, da se je zelo ogreval in zelo podpiral Kopitarja v povezavi s tako imenovano panonsko teorijo. Skratka, človek, ki velika osebnost, velik človek, ogromne zasluge, kot so predhodniki rekli, že tudi prvi tržaško-koprski škof. Skratka, to so velike stvari in mislim, da je zelo prav in da je skrajni čas, da se njegovo delo in njegov lik ustrezno ovrednoti in da se ga v našem zgodovinskem spominu postavi na mesto, ki si ga zasluži. Tako da tudi mi, osebno sem vodil komisijo za delitev sredstev in ko smo prišli do prošnje Društva slovenskih izobražencev iz Trsta, za katero sem zelo vesel, da so soorganizator, in ko smo si ogledali to njihovo vlogo za podporo, nismo imeli nobenih dilem, a se ta vloga ustrezno podpre ali ne. Če bi bilo več sredstev na razpolago, bi morda še bolje podprli, ampak upam, da je tudi to nekako, da šteje, tako da bo lahko ta simpozij, ki je mednarodni, ki je dvodnevni, potekal tako, kot se spodobi, in da bo tudi, bi rekel, postregel z nekimi rezultati, spoznanji, ki si jih želimo. In v tem smislu tudi želim delu simpozija in vsem, ki boste na njem sodelovali, veliko uspeha in še enkrat zahvala organizatorjem. Hvala, srečno.
Pozdravljeni besedi vabim gospoda nadškofa, monsignorja Stanislava Zoreta, častnega pokrovitelja in velikega kanclerja Teološke fakultete. Hvala lepa za besedo, za povabilo. Čestitke za odločitev za ta mednarodni znanstveni simpozij, ki nas bo obogatil z novim spoznanjem o škofu Matevžu Ravnikarju. Lepo pozdravljam organizatorje, ki se jim zahvaljujem za to, da so se lotili tega podviga, vse drage častne goste in vse udeležence današnjega mednarodnega posveta. Ta mož, Matevž Ravnikar, je luč zemeljskega sonca ugledal v geometrijskem središču Slovenije. In njegov oče je bil majhen kmet in krojač. Blizu pravzaprav Finžgarjevemu očetu, Finžgarjevemu rodu. In je zanimivo, da danes spet kmetje začnejo pripovedovati, kaj je prav, kaj je smiselno, kaj je trajno in kaj je modna muha. Njegova jezikovna prizadevanja Matevža Ravnikarja, kot smo že slišali, so bila zelo vplivna. In moč njegovega poseganja na tem pravzaprav strokovnem področju, poleg vsega tistega, kar boste povedali sami, sam vidim v dveh zanimivih točkah. Da je šel Vodnik, ki je bil danes že omenjan, svoje pesmi v starosti popravljati po Matevžu Ravnikarju. Vplival je na tega našega prvega pesnika in da se je obenj spotaknil Prešeren. Čisto gotovo, da se Prešeren ni spotikal ravno ob vsakega, ki je morda znal nekoliko brati in pisati. Ravnikar se mu je pa zdel dovolj močan, dovolj velik, da mu je zadrl tisto znano bodico Gorjancev naših jezik, potujčevalši si kriv, da kovne kmet molitve bravši. Zahvaljujem se še enkrat organizatorjem. Podobni posveti, kot je danes v Ljubljani in smo slišali, bo jutri v Trstu, nam ne samo približajo ljudi, ki so pomembno sooblikovali čas, v katerem so živeli, ampak sooblikujejo naš danes. Čeprav se, kot je bilo lepo rečeno, tolikokrat skrivajo oziroma jih imamo v senci, pa vendar so pomembni. Ena izmed Ravnikarjevih besed, ki se mi pa zdi izrazito aktualna za ta naš sedanji trenutek, tudi za našo politiko, je pa napisana v prošnji na Dunajski dvor, kjer utemeljuje potrebo stolice za slovenski jezik na ljubljanskem liceju. Je bilo že omenjeno in tam pravi: pripoznana je resnica, da je kultura kakega naroda v najbolj natanki zvezi s kulturo njegovega deželnega jezika. In da se pri vsakem narodu začenja višja kultura s popolnjenim jezikom. Kako močno moramo to danes slišati. Morda bi moral škof Matevž Ravnikar tudi danes poslati podobno spomenico na kakega od naših dvorov, da bi se začeli zavedati, kako pomembna je skrb za jezik, s katerim se začenja višja kultura v vsakem narodu. Vsem udeležencem želim Božjega blagoslova v današnjem in jutrišnjem dnevu
da bo ta mednarodni znanstveni posvet zares rodoviten. Hvala lepa. Današnji znanstveni posvet bo potekal po 3 vsebinskih skupinah. Prvo skupino bo moderiral dr. Miha Šimec, drugo dr. Luka Vidmar in popoldansko skupino dr. Bogdan Kolar. Po posameznem vsebinskem sklopu bo možnost za razprave in takrat ste predavatelji povabljeni tukaj za mizo, da ste na razpolago za vprašanja in pogovor.